Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi se mi pridružil Mitja Žinderšič, direktor prodaje in marketinga v Life Class Hotels and Spa, ki združuje 6 tematskih 4- in 5-zvezdičnih hotelov v Portorožu. Danes se bomo pogovarjala o turizmu in pa hotelirstvu v Sloveniji. Mitja, živijo. Hvala, ker si se odzval na moje povabilo. Hvala za vabilo. Zdaj, ni dolg časa v bistvu, ko si bil nazaj tukaj na ekonomski fakulteti. Jaz se te spomnim, da si bil gost v našem predmetu, se pravi gost iz prakse. Pa me zanima, a si ti kdaj razmišljal, se pravi, da ko boš tukaj zaključil študij, da se boš vračal nazaj na ekonomsko fakulteto ravno v tej smeri kot gost, oziroma tako danes moj sogovornik na podcastu? Ja. Ne zares, iskreno povedano ne. Sicer to, da bom delal v turizmu, sem že zelo hitro ugotovil, da je to nekaj, kar me veseli, da je to nekaj, s čemer bi se želel ukvarjati, da bom pa pol bil vabljen, pa imel to priložnost tudi kaj od mojih izkušenj pa kaj znanja deliti, pa ne, in sem vedno zelo počaščen, ko me povabi in z veseljem se na takšne stvari vedno odzovem. A pa si moč imel kako tiho željo, recimo, da bi se pa rad daj kot nek izkušen posameznik v določenem področju pa le vrnil, če te bi povabil, ali ti nisi razmišljal sploh v tej smeri? Ne, sem kdaj tudi na to pomislil. Recimo moji predhodniki iz FOH ali pa kolegi, ki jih poznam, starejši pa tako naprej, so bili tudi povabljeni v takšnih okoliščinah ali pa v takšnih oblikah, da so šli kdaj predavati na fakulteto, recimo turistika je tudi ena od teh primerov, kamor so bili pogosto povabljeni, in se mi vedno to zdelo tako lepo, cenjeno, pa mislim, da ko združiš teorijo pa pol s prakso, ima to en dodaten poseben pomen, ko se pol najdejo te ko bi rekel temu, paralele. In mislim, da je to koristno pol za nasplošno. Kaj pa potem recimo tole javno nastopanje, v bistvu to je en tak del, ki ga mogoče veliko ljudi ima težavo s tem. Zdaj tukaj, če priješ na faks predstavljati, ne vemo, da ponavadi te bo gledalo vsaj 300 ljudi. Kako se pa s tem soočaš ti v bistvu? Jaz mislim, da to je, dobro, po eni strani nekako moraš biti človek za to, ker nekateri so, nekateri pa prav niso. No. Tako da nekaterim je to res napor ali pa res odveč. Jaz nikoli nisem imel pretirane težave s tem. Mislim pa, da je kot vsaka stvar v veliki meri tudi trening. Torej javno nastopanje je nekaj, kar pač ni, da se ti popolnoma rodiš z nekim talentom, pardon, in to, kar znaš. Lahko imaš neko afiniteto do tega, lahko si bolj spreten v tem ali pa manjši strah do tega, je pa to kot vsaka stvar za moje pojme trening. Jaz v moji karieri sem imel veliko izkušenj s tem. Začel sem delati, ali pa dajmo reči, prve izkušnje, ki sem imel za prezentiranjem, je bilo za turistično agencijo Mondial, verjetno jo poznate za maturantske izlete. In to je bila takšna prva lepa izkušnja, ki je bil ta celoten krog prodaje zaključen. Torej od prvega kontakta, predstavitev maturantom, ki je bila svoje vrste prezentacija, rodilski sestanek za starše, ki je spet zelo drugačna prezentacija, poudarki na drugačnih stvareh, in pol kasneje seveda tudi vodenje, torej v vlogi vodiča, in pol po prodajne aktivnosti, ko se vrneš nazaj. Tako da takrat so bili te moji prvi stiki z prezentiranjem pa javnim nastopanjem. Ko sem pol nadaljeval kariero kasneje v hotelirstvu oziroma zdaj v Life Classu, se pa je potom samo še stopnjevalo. Tako da v bistvu v štartu je moje delo poteklo predvsem iz tem, da sem pač prezentiral naš produkt, prodajal, iskal nove kupce, in pol to se nekako pol preslikalo tudi v takšne situacije, kot je, ko je neko podajanje znanja ali pa kaj podobnega. Kako pa ti je bilo ta, če se mogoče spomniš, ta nekako nazaj pomislimo, prvi sestanek, prva predstavitev, koliko si se pripravljal dejansko, kdo je bil tvoj mentor, da si sploh vedel, se pravi, kako se predstaviti, kaj moraš, ne vem, znati, kako govoriti, kako naj bo mimika telesa v tej smeri? To govorimo še za Mondial ali govorimo pol kasneje? Za Mondial. Zdaj, ko si rekel prvič, ne? Ja. Ne, moram priznati, da Mondial je imel to izredno dobro organizirano. Torej, mi smo vedno imeli neko starešino Mondiala, pa dajmo reči tisti, ki je bil vodja destinacije, kateri nas je pol učil, nam razlagal, smo z njim hodili, smo najprej bili v vlogi poslušalca, smo se učili malo trikov, malo pozornosti, in vedno je bilo naše delo, da medtem, ko on prezentira, fokusiramo res na to, kar on govori, ampak predvsem pa na to, kako se maturantje ali pa takratni dijaki, kako se odzovejo na to. Torej, vedno smo se učili, da je feedback je tisto, kar je najpomembneje, torej, da ti znaš biti engaging z publiko in pač jih pridobiti oziroma videti, da izgubljaš, če jim izgubljaš, kako prezentirati, da dobiš njihovo zanimanje. Pol je bilo tako, da v bistvu dela prva faza. Pol naknadno so v bistvu povedali, da si dobil neko navodilo, si rekel, oziroma en del prezentacije, pa ti boš zdaj prezentiral
govori na pamet, zavarovanja. Ne, torej, katera zavarovanja so, kako je bil s korisom takrat, kaj pomeni evropska kartica zavarovanja, kakšna je razlika, ker to so bile recimo stvari, ki so bile takrat pomembne za jih razložiti maturantom in zaradi te varnostnega vidika. Pol so ti dali za predstaviti eno od zabav ali pa eno od tematskih večerov, no in potem si postopoma prihajal do tega, da si pol celotno prezentacijo sam odpeljal. Tako da to je imel CMT, je imel to izredno dobro urejeno, plus to, da smo imeli delavnice, ko smo hodili recimo enkrat na leto na neko team buildinge, kjer bi pol izmenjevali ideje, prezentacije, torej bi ta starejši bi vsi predstavljali posamezno destinacijo in bi si pol mi učili iz tega, pa pol vadili, pa pol mi deli prezentacije za ostale in tako naprej. Tako da je to bilo, je bil to kar takšen drill, je bilo kar zanimivo. In pol podobno se je to pol preslikalo tudi za live class, enaka zgodba. Tako da je bilo kar neki vaje, seveda. No, mogoče še ta moment je bil tudi z roditeljskimi sestanki. Torej, enkrat, ko si ti odpeljal prezentacijo za maturante, nisi bil niti slučajno še pripravljen za roditeljske sestanke za starše. Ne, ker maturanta navdušiti nad maturantskim izletom je eno. To načeloma ni najtežja stvar na svetu. Staršem razložiti, kako je bil varnostni vidik poskrbljen, kako je to logiko v ozadju, kako bo celoten postopek ali pa celoten izlet potekal, jih pomiriti in razložiti, da so varni, koliko mundialovcev je bilo na maturanta in podobne stvari, no to je bilo pa pol bolj zahtevno, tako da ni bilo samoumevno, da ko si znal prezentirati maturantom, si poznal tudi staršem seveda. Zdaj pa, če bi se vrnala mogoče bolj nazaj, preden si prezentiral sploh v nekem poslovnem svetu, se pravi, ko si prvič se nekako kalil v izkušnjah v prislužbi, me zanima, kako si prišel na ekonomsko fakulteto, zakaj si jo izbral, kaj te je nekako vodilo v ta prehod iz srednje šole potem za izbor tukaj? V bistvu, jaz sem se že zelo zgodaj odločil, kako hočem, da bo moja ta pot karierna oziroma izobraževalna in pol karierna pot potekala. Jaz, ker sem s Portoroža in tam turizem je nekako mainstream biznis seveda in tudi moj oče je delal v turizmu, sem vedno z veseljem spremljal, kaj on dela in na kakšen način se mi to vedno zdelo zelo, zelo lepo. In sem nekako idealiziral tudi to delovno mesto in pozicijo in že v osnovni šoli sem se odločil, da bo šla torej gimnazija Piran, ekonomska fakulteta v Ljubljani in potem delo nekje v turizmu. Seveda takrat sem si predstavljal v Portorožu, na koncu je to tudi tako zneslo, ampak je turizem bil tisti ta glavni cilj. Tako da v bistvu, zakaj? Prvo kot prvo, ekonomska fakulteta v Ljubljani je že takrat imela, še vedno ima, oziroma od vedno ima zelo dobre nome. Takrat so potekali tudi te reakreditacije, oziroma reakreditacija Equis kasneje, oziroma je že bila akreditirana z Equisom in tako naprej, kar je bilo neko priznanje dodatne odličnosti. In nekako je bil to moj fokus. Ekonomija me pa vedno nekako zanimala, je bil to nekako vedno podlaga za to, kar sem želel pol kasneje tudi delati in stvariti. Pa če bi se spomnila teh tvojih prvih študijskih dni, kako ti je bilo potem v času študija? A je bilo, kakor si zamišljal, a je bilo kaj drugače? Pomembno boljše. Boljše? Ja. Jaz sem izredno užival moja študentska leta, tle na ekonomski fakulteti posebej. Mislim, da ekonomska fakulteta ima eno stvar, ki je ne omogočajo vse fakultete, ali pa dajmo reči vse višje šole. Dejstvo je, da ima dober balans med tem, koliko intenzivno moraš delati, pa koliko imaš lahko tudi prostega časa in spodbujanje teh obštudijskih dejavnosti, ki te pol bo neko kalijo, kot si prej povedal, še dodatno razvijajo. Ne. Torej, da je res lepo ravnovesje med tem, da ti moraš delati, moraš nekaj pokazati, seveda moraš biti prisoten, hkrati pa nisi toliko obremenjen, da ne ima nobenega ostalega življenja po socialnega aspekta. Jaz mislim, da ekonomija bazira na tem, sploh pol, če se hočeš kadarkoli udejanjati ali podjetništvu, ali v prodaji kot se jaz in tako naprej, ti rabiš poznanstva, ti rabiš neko mrežo ljudi, s katerimi boš ti kasneje ustvarjal pa delal. Zdaj si omenil te študijske dejavnosti, a si bil kaj aktiven glede tega v času študija? Jaz sem bil predsednik študentskega sveta na ekonomski fakulteti in pa vsa leta tudi član študentske organizacije. In ponovno, torej, 3 stvari, ki so mene, bom rekel, oblikovale najbolj, so bile točno te. Torej, delo tlele v vlogi predsednika študentskega sveta in pa študentske organizacije. Študentski svet iz vidika tega, da si sedel dejansko v glavnih organih, kot so bili senat, upravni odbor in tako naprej ekonomske fakultete, si slišal izredno pametni ljudi povedati izredno pametne stvari in se zraven učil, tako to je bila ena ogromna šola ali pa velika šola. Druga stvar, seveda, usporedno pol študentska organizacija, kjer si bil soočen s tem, da si organiziral dogodke, izlete in si bil konstantno prisoten v tem momentu. Ekonomska fakulteta kot taka, ki ti je dala podlago, pa na kateri si lahko gradil. In pa pol mundial, ki me je pa v bistvu zelo usmeril v to, kar sem si na koncu tudi želel delati. Torej prodaja, prezentiranje in tako naprej. Zdaj poudarjaš tole mreženje predvsem, pa to grajenje poleg teh
kako temu rečemo, mehke veščine, ne? V bistvu, da je to velik poudarek, ki ga lahko tukaj na ekonomski fakulteti zelo dobro dogradiš poleg samega študija. Kaj bi šla tukaj dodala, da bi moč nekako spodbudila študente, ki bodo poslušali, zakaj je tako dobro, da te mehke veščine gradiš na čim več vidikov v sklopu študija? Jaz mislim, da zato, ker to so na koncu tiste, ki bodo naredile edge v tvojem življenju. Torej, eno lepo misel sem enkrat slišal, ko pravijo knowledge is power. Ni res. Knowledge plus action equals power. Torej, samo znati, samo vedeti ni dovolj. Moraš to tudi spraviti v prakso, moraš to spraviti v dejanja. In zdaj, ekonomska fakulteta ti bo dala podlago, ali pa katerakoli fakulteta, no, vse konec koncev, ti bo dala podlago. Zdaj, kaj boš ti s tem znanjem naredil, je pa pol na tebi. In zdaj, če boš ti to znanje samo akumuliral in ga ne znal izkoristiti in pil te veščine medtem, ko pridobivaš znanje, kasneje boš zaostal, boš zadnji. Zato te mehke veščine, torej od mreženja, itak mreženja verjetno ni treba posebej poudarjati, zakaj je pomembno. Ampak vse te dodatne stvari, torej da ti to znanje, katerega si prejel, ga pol znaš ti v praksi nekako uporabiti, ne pa ga samo imeti. Ne? To je približno tako, kot če bi se nekdo izredno spoznal na borzni trg, pa na delnice, pa ne vem kaj, se je imel vso analitiko narejeno, ne pa nikoli kupil delnice. Torej, znanje ti samo po sebi ne pomaga dovolj, če ti misliš tega pol uporabiti. In za to uporabiti, rabiš te mehke veščine, da si lahko pri tem uspešen. Zdaj, prej si omenil, da je to tvoj oče bil že v bistvu v turizmu. Kak je bil pa ta prehod, se pravi, ko si ti zaključil fakulteto do prve zaposlitve? Ali si imel tukaj kaj pomoči? Oziroma, kako si se soočal z tem prvim vstopom? Ja, to verjetno bo zvenelo zelo klišejevsko, ampak kakorkoli je bil moj oče meni idol in sem ga rad spremljal v njegovi karierni poti ali pa da mu rečem v njegovem poslovnem svetu, sem hotel seveda vse sam. Nisem želel, da bi karkoli dobival support ali pa da bi zdaj to, kar sem njegov sin, imel kakršnekoli privilegije, to bi me izredno motilo, če bi mene prepoznali moje kvalitete zaradi tega, čigav sem, namesto kdo sem. Tako da v bistvu kariero sem začel niti ne v turizmu, ampak so me povabili, prva stvar, praktično takoj, ko sem zaključil s fakulteto, niti še nisem zares zaključil, so me povabili v Casino Portorož v vlogo vodje marketinga in prodaje. To je bilo takrat, je bil to neko izredno skočna deska, jaz sem sicer prej kot študent sem delal tudi nekaj na Savi, pa kot sem rekel prej za Mundial, pa tako naprej. No, to je bila pa moja prva prava zaposlitev in je bilo to seveda takoj sem pograbil, ker je takšna priložnost, ker si se lahko pokazal po veljavu in konstanten stik seveda z turizmom, ker v Portorožu ena pomembna veja turizma je bilo tudi to gaming, kot pravijo, ne gambling, ne mara več izrazem, pa gaming. In takrat sem začel, torej kariero sem začel tam, moram priznati, da samo po sebi delo v kazinoju je zanimivo, je zabavno, je pa po svoje tudi obremenjujoče. Je tako, da v bistvu prazniki, vikendi, nočne, ti moraš biti tam, ko so gostje tam. Tebi v ponedeljek zjutraj nisi imel zares nobene funkcije, če si bil v pisarni ali ne. Po drugi strani pa sem imel konstantno malo moralnega mačka. Torej, sej se prepričuješ v to, da si profesionalc in da ali prodajaš to, ali bi prodajal čep, ali bi prodajal rože, je bilo čisto vseeno na koncu, ampak na koncu moraš delati to, ker se počutiš dobro. Ne? In me je konstantno malo motilo, pa spet nič proti igralništvu, to je ena branža, ki je izredno zanimiva, ampak mene malo moti, da dober dan za nas je pomembno slab dan za veliko ljudi. Ne? V turizmu pa dober dan zate lahko pomeni samo, če je veliko ljudi imelo res dober dan, oziroma še boljši kot ti. Drugače nisi mogel imeti dobrega dneva. Ne? In ko sem pa dobil priložnost za zamenjavo, torej, ko sem šel iz kazinoja v hotelirstvo, sem v bistvu naredil, tako kot pravijo, korak nazaj, da sem lahko ponovil korak naprej. Sem šel torej z neke vodstvene pozicije kot vodja prodaje, sem šel na čisto komercialista za dogodke. In mi je to nekako bolj ležalo. Pa mogoče bi še tukaj vmes samo vprašal, ko si rekel, da si veliko že med študijem delal, različna dela v marketingu, prodaji. Kak je bil ta preskok, se pravi, ko ti delaš študentsko delo v tem segmentu, pa potem redna zaposlitev, prava zaposlitev v dejansko prodaji in marketingu? Kako je ta razlika med samo odgovornostjo, ki naraste, oziroma a je to vezano na segment? Ja, bom rekel, odgovornost je v obeh primerih tam, mogoče se zavedaš bolj. Zato, ker dokler je to študentsko delo, je to nekaj, kar delaš sproti, za voljo tega, da pač študiraš in tako naprej, vse, seveda, tašle pa moje izkušnje, ne moram govoriti o ostalih. In to, kar smo delali za Mundial, kakorkoli je bila izredna izkušnja in izredna šola, je bilo tako, da je bilo to še vedno obštudijsko, to je bilo nekaj za zraven, to se nisi vsak dan zjutraj oblekel, dal gor kravato, pa se odpeljal, se usedel in delal to. Ti si bil pač, ko je bil čas, si šel se da nabira kontakte, si bil zelo aktiven,
Po nekaj časa nisi bil, ko je bilo prodano več ali manj, ko so bile zaključene prodaje, si čakal tiste maturantske izlete, ki si jih pol oddelal, ali pa eventualno še roditeljske sestanke, kakorkoli, ampak ni to tista konstanta, ni to vsaj ta moj del, ki je bil. No. Ko prideš pol v to vlogo, ki postane to dejansko tvoja profesija, pač se profesionalno pol s tem ukvarjaš, je pol seveda občutek drugače, kar se tega tiče. Ne. In tudi odgovornost seveda jo čutiš nekako drugače. Samo delo, da bi pa rekel, da sem pa v live klasu bistveno drugače se loteval prezentaciji ali pa da bi ta občutek bil drugačen enkrat, ko pa si izvajal to aktivnost, ne? Pa ne, zares tisto, kar sem se tam naučil, sem vse zelo dobro lahko, seveda pol gradil veščine dodatno, pa torej praviš pravi vokabular, pa v različnih jezikih, pa tako naprej. Ampak zares je pa bilo, te paralele so bile popolne, tako da tisto je bila izredna šola. Zdaj pa, ko si omenil prej, da si stopil iz ene stopničke nazaj, v bistvu pa si začel kot komercialist v live class, kjer si tudi zdaj direktor marketinga in prodaje. Pa da mi opiši v bistvu, kakšna je bila ta začetna pozicija in kaj je botrovalo k tem, da zdaj si prišel do te karierne rasti oziroma do te pozicije, kot si zdaj trenutno. Torej, kaj je botrovalo temu, da sem prišel do trenutne v bistvu, pozicije? Kaj je bilo potrebno, koliko časa, ker zdaj vemo, ne bomo zdaj posploševal, ampak mladi danes si želimo, je neka fama, da čim prej je treba doseči čim višjo pozicijo, da že včeraj je bilo recimo prepozno, če se malo pohecam. Tako me zanima, se pravi, kako si ti naberal izkušnje potem iz čisto začetne, da potem tudi poznavanje samega segmenta, kako deluje trg, kako deluje turizem, ker bo verjetno le drugače, kot je bilo to v kazinoju. Sigurno. Ne, jaz bi rekel tako, vsaka stvar terja svoj čas in ta fama čim prej je treba, ker če ne boš pozen, jaz bi rekel, čim prej se je treba lotiti dela, ne pa pričakovati, da boš čim prej mogel preskakovati stopničke ali pa dosegati nekaj, kar še ni čas za doseči. Ker boš samo sebe spravljal dodaten stres in pa tudi ne boš zadovoljen z delom, ki ga boš upravljal. Bo unfulfilling, če ti ne boš imel občutek, da si kos nalogi. In hecno, kako pri veliko stvareh je to zelo jasno. V kontekstu, če bi rad igral klavir, ti je jasno, da se ne moreš jutri vse za koncertni klavir pa igrati v Cankarjevem domu. Vsi pravi, seveda rabiš toliko in toliko let izkušenj, pa mogoče moraš iti na glasbeno akademijo, vse to je jasno pri glasbi. Enako kot, če bi ti posadil seme danes, ne boš pričakoval, da boš jutri že to, kar si pravkar posadil. Je jasno, da rabi svoj čas, da zraste, da se to zgodi. Pri osebnosti rasti pa ljudje mislijo, da bojo pa pač kar krajšnice, da se bo pa to kar zgodilo čez noč, da se zdaj sem tle in sem entitled, ne, ko se reče po slovensko entitled, ampak upravičen do nečesa. Nisi zares, ista zgodba. Torej, kot pri vsaki stvari, pomembne stvari v življenju terjajo svoj čas. In to sem gledal zdaj, sem se pozabil, kako ime temu v enem psihologu pa tako naprej, ki lepo pove, da kako so mlajše generacije, kako ta instant gratification, kako jih to boli, mislim, kako jim to škodi. Ker zdaj govorim, kot da sem ful star, nisem ful star, ampak recimo je pa dejstvo, da ko sem jaz hotel, ko sem bil čisto otrok, gledati film, si šel v kino. Če si ga zamudil v kino, si čakal 3 leta, da je prišel videoteko, da si lahko sposodil kaseto. Kasneje je prišel internet, smo si lahko zdownloadali, ima si mogel začeti downloadati danes, si imel čez 2 tedna film doma, torej si mogel počakati za te stvari. Danes, Madonna, če naročiš preko interneta, dobiš skoraj prej, kot če bi dejansko šel v trgovino kupiti. Ne? In za vse te stvari, torej hočeš oblačila, kupiš takoj, hočeš kaj gledati, si zdownloadaš ali pa imaš vse te zdaj, kaj zdownloadaš, ne. To ni prav. Prepovedano, ampak imaš zdaj Netflix, imaš vse te zgodbe, ti je vse dostopno. Hočeš znanje, ga imaš na dlani. Vse je zdaj in takoj, edino te pomembne stvari v tem življenju še vedno niso zdaj in takoj. Torej zaupanje, ljubezen, uspeh, prijateljstvo, tle pa krajšnic ni. Torej, če si ti lajkal mojo sliko, torej pomeni, da zdaj tvoj prijatelj. Nisva še prijatelj, si bomo mogli kaj doživeti skupaj, bomo mogli kaj narediti skupaj, da si bo lahko zaupala pa rekla, ok, zdaj pa sva prijatelja. Torej, krajšnice obstajajo praktično povsod, razen v tistih res pomembnih stvareh v življenju. Tle pa žal je treba pač oddelati delo. No, kar pa ne pomeni, da ne moraš imeti svojega plana. Jaz sem tudi, ko sem prišel v live class, pa sem si dal nek target, jaz sem si takrat rekel 4 leta, either up or out. Ne, torej, ali bom napredoval, ali pa grem nekam drugam. Ne. Ampak ok, to je bil nek tih target, ki sem si ga dal v sebi, zato da imaš nek cilj, k kateremu stremiš. Kar pa je pomembno, ne, sem te cilji spet, naj vključujejo vso tisto trdo delo, pa pot, katera je do tja potrebna, ne, pa samo misli, da zdaj sem tle, sem upravičen in ker hodim v službo zdaj že 2 meseca in ne zamujam, pa zdaj jaz si zaslužim nagrado ali pa nekaj. Ja, se tukaj je moč problem, če, ko smo prej rekla, ta instantni učinek nekega, da jaz takoj lahko dosežem, ne.
je mož tudi ta switch v bistvu, ker mladi dansa ne gledajo nekako, kako hitro lahko dosežejo. Veliko je danes teh opcij, ki jih razni influencerji oziroma razni, ne vem, ljudje, ki imajo neke poslovne stvari, promovirajo, se pravi, kako lahko hitro dosežeš, ne vem, to pa to. In pol se nekako ta podzavest ustvari, se pravi, ne, da so pa te dosegi lahko ful hitri. V bistvu v realnem svetu pa v kariernem svetu pa ni tok, ne, v bistvu. Ja, sej se tudi zgodi, ne bom rekel, da ne. Sej tudi jaz sem imel v enem fazi mojih življenja sem imel srečo v tem, kako so se začeli stvari premikati, ko so takratni šefi podjetje zapustili, ker smo imeli tudi mi dva mlada šefa, pa sta pol, bom rekel, relativno v kratkem sta oba zamenjala pozicijo oziroma službi in sem jaz kar nekaj dobil priložnost. Sej, če tega ne bi bilo vprašanje, koliko časa bi lahko to trajalo in tako naprej. In recimo, jaz sem šel iz komercialista, sem šel na vodjo prodaje in pol iz vodjo prodaje na direktorja prodaje. Torej 4 leta, mislim, da mi je bilo med komercialistom pa vodjo, pol pa med vodjo pa direktorjem pa samo 1 leto. Iz tega slučaja, ne. Pa tudi takrat, meni se to zdelo hitro, jaz sem celo se v enem trenutku počutil, da je to prehitro, ne. Jaz bi rad najprej osvojil to delo, pa ga res obvladal, pa se počutil samozavesten. No, ampak ja, tako da, jaz če povzamem eno knjigo, ki je zelo dobra in jo sem priporočam, lahko priporočam tle knjige, saj ne vem. Okay, to je 7 Habits of Highly Effective People. To je pa Stephen Covey je napisal to knjigo in govori o grajenju zdravih navad. In prve 3 so osebne zmage, prve 3 navade, druge 3 so public wins oziroma javne zmage, ne, navzven, in ta zadnja pol je nekaj, kar zaokroža celotno zadevo, tista sharpen the saw. No in prve 3 so meni nekaj, kar jih imam zapisane in jih zelo pogosto prebiram še danes z istim namenom. Prva pravi, bodi proaktiven, kar pomeni, da proaktiven ne v kontekstu, da se boš lotil preden ti kdo da navodilo, ampak proaktiven v tem kontekstu, da prevzemaš odgovornost za svoje dejanja. Marsikdo reče, si me razjezil. Ni res. Jaz sem nekaj naredil in ti si se odločil, da bo tvoja reakcija na to, kar sem jaz naredil, jeza. Torej med triggerjem pa tvojo reakcijo je prostor, ki se imenuje svobodna volja. Zdaj, kaj boš ti tam naredil, tvoja stvar. Tako da bodi proaktiven, kar pomeni, da če živiš predaleč od službe in to moti, naredi, delaj na temu, da se boš preselil bliže. Če si nezadovoljen s pozicijo, kjer si, delaj na temu, da boš nekje drugje. Ne iskati razloge zunaj, išči razloge v sebi, ker to je edino, na kar imaš dejansko vpliv. To je prva navada. Druga navada, ki pa, zaradi katerega sem to začel govoriti, pa pravi, začni s koncem v mislih. Kar pomeni, naredi si plan, naredi si target, kaj bi rad dosegel, kje bi rad bil in delaj v tej smeri. Delati, bom rekel, tako zelo pavšalno je, ali pa da jim reči, da malo streljaš vse smeri in upaš, da boš kaj zadev, je seveda pol ogromnega dodatnega truda vloženega in časa in na koncu. Sam prej si rekel, da ti si vedel še turizma. Kako pa za tiste mogoče, ki ne vedel, v katerem segmentu bi se naredil, kako oni postavijo target? Ja, verjetno je self-evident je to, da najprej delaj na temu, torej bodi proaktiven, spet ta prva navada v temu, da ugotoviš, kaj je tisto, kar te veseli in noben ne pravi, da moraš spet danes to zvedeti. Bodi proaktiven, delaj stvari, loti se projektov, ne sedeti in čaka, da ti bo ta ideja padla, ampak ne vem, če vidiš neko stvar, kjer ti je potencialno zanimiva, loti se je, pa ugotovi, če ti je zanimiva. Ne razmišljati o njej 4 leta, pa ugotavljati, a je to nekaj, kar bi delal. Probaj, bodi proaktiven. In pa ne uporabljaj reaktivnega, ko se mu reče, ne jezika, ampak izražanja. Ne morem iti tja, hočeš iti tja. Okay? Jutri se moram učiti, ker imam to izpit. Ne, hočeš se učiti, to je tvoja odločitev, ne predaj to na nekoga drugega, zato ker ti se hočeš učiti, da boš ta izpit naredil. Cilj je narediti izpit. Torej, uporabljati reaktivno izražanje odvzema, bom rekel, moč tebi in jo daje nekomu drugemu. Ti si pač dirigent v svojem življenju in tako se pač obnašaj. Tako da, kot si vprašal, če ne veš kaj, ni nič narobe. Sej noben ne pravi, da moraš danes vedeti. Jaz sem imel slučaj, da sem vedel zakaj, ker sem imel pač inspiracijo doma in me je to navdihovalo že od malih nog. Nekdo, ki ne ve, naj bo proaktiven v tem, da testira stvari, probava stvari in naj si naredi nek miselni vzorec tega, kaj je tisto, kar bi ga lahko veselilo. Sej tudi jaz, danes sem v turizmu, vprašanje, kje bom končal, imam še 30 let delovne dobe pred sabo, tako da vprašanje, kam me bo zanesel. Ampak dotle pa sem prišel in jaz mislim, da sem prišel relativno hitro, lik zato, ker sem imel zelo jasen target že zelo zgodaj. No pa se verjetno tudi zdaj, če zamenjaš segment, si le dobo neke veščine v prodaji, marketingu, kar mogoče je v tistem zadnjem deležu, glede na segment malo drugačno, generalno je pa večinoma isto. Sej
prodaja ne more biti tako drugačna v segmentu, kaj jaz vem, Ja, spet. drugega podjetja. Se strinjam, na koncu veščine komunikacije, pa to, da ti znaš biti prepričljiv, pa da ustvariš to zaupanje, ta odnos za stranko in tako naprej, to je precej podobno povsod. Neke osnove, neka pravila igre obstajajo. Spet pa poudarjam, ja, terja svoj čas, če zamenjaš službo, boš mogel produkt spoznati, boš mogel spoznati klientelo, kupci so lahko popolnoma drugačni kupci, ali pa dajmo reči, prodaja v neki špediciji ali pa prodaja v turizmu zelo drugačna, kar se tiče osebe, s katero se pogovarjaš, ali pa osebi, kateri ti prodajaš. Še vedno obstajajo generalna pravila, kako je treba narediti, torej zaupanje, ga boš mogel ustvariti. Pardon. Mogel boš najti skupne točke interesa. Vedno boš mogel razmišljati, če hočeš dolgoročno sodelovanje, ta win-win pristop, ki je tudi, bom rekel, že klišejevski, ampak je dejstvo, to so večne resnice. Tako da te osnove še vedno obstajajo. To, da boš mogel ti samozavestno predstaviti produkt, ali v tej branži, ali v tisti branži, v vsakem primeru boš to mogel. Če boš ti prišel neprepričljiv, pa brez nekega znanja in tako naprej, ne boš nikakor mogel biti uspešen. Je pa res, da ko se ti pogovarjaš z turistično agencijo, ali pa če se ti pogovarjaš z nekim dobaviteljem nečesa, je verjetno komunikacija spet zelo drugačna. Zdaj, glede na to, imaš toliko izkušenj v samem hotelirstvu, ne, po turizmu v Sloveniji, me pa zanima, če bi malo lahko tako za ljudi, ki ne poznajo toliko turizma slovenskega, pa niti hotelirstva, sam sebe tudi tja štejem. Kako je s hotelirstvom v Sloveniji? Kje stojimo? Kakšni so procesi, neke te sinergije, ki se ustvarjajo med samim segmentom? Tako, Slovenija je država, ki ima izreden potencial in ga že zelo dobro tudi znamo izkoriščati. Smo relativno majhni, smo še vedno relativno nepoznani. Srečo imamo, da imamo te naravne danosti, torej to zelenje in tako naprej, tudi nekaj, kar je zdaj velik trend za tem sustainabilityjem in to in v veliki meri to iščejo. Gost je res tašen hidden gem, spet malo klišejevsko, ampak ne morem si pomagati. Prav tako je bila lepa ena beseda, ki je rekel, enkrat smo imeli enega svetovalca na kongresnem uradu in je rekel, da Slovenija ima bragability, torej da se lahko hvališ z njo. Zakaj? Ker ni še toliko poznana in ko nekdo pride v Slovenijo, pravi, ja, kje si pa bil v Sloveniji? Kje? Kaj ne veš? Čakaj ti povem. Torej, da imaš še tisti moment presenečenja. Če rečeš, si bil v Londonu, lepo, nič čez London, ampak London je London, Barcelona so že bili. Nekdo, ki pa reče neko tudi nam, ko nekdo reče nekaj eksotičnega, to pa moraš vedeti, to je pa drugače. Ne? In je to po svoje, bom rekel, še vedno, je to po svoje prednost. Druga stvar, ki pa imamo prednost, je pa to, da pri nas value for money je izreden. Torej, storitev, ki jo mi nudimo, ljudje, kateri so zaposleni v tej branži, so izredno dobri. Seveda, z izjemami, kot vedno, ampak value for money, ki ga dobiš v Sloveniji, je izreden. To pa zato, ker zaenkrat si mi ne moremo privoščiti, ne dati najboljše od sebe. Nek London ali pa nek Pariz ali pa podobne destinacije, to so brendi že sami po sebi. In tudi, če je od nekoga izkušnja v Parizu bila slaba, pa pri nazaj preče, soba je bila pa res grozna. Pariz bo še vedno obiskan. Vsak bo šel enkrat v Pariz, verjetno, ali pa bo šel enkrat v London in tako naprej. Slovenija tega še nima. Tega privilegija, da smo, bomo rekli, tako zelo poznani, da bi rekel človek, da je destinacija že kar brand sama po sebi. Temu primerno se moramo res potruditi, zato da dostavimo vsakič naš A-game ali pa best performance. In to gosti čutijo, zaznajo in največkrat, ko pridejo na hrano dopust, gredo domov z zelo pozitivnimi občutki o tem, kaj vse so doživeli. Pa še ena stvar lepa je tle, da je dejansko, pravijo, majhna. Slovenija je kompaktna. Ti v Sloveniji imaš toliko za doživeti, ti imaš od Alp do Jadranskega morja, do Panonskih nižin, do starih mestnih jeder in lepih, bom rekel, urbanih mest, kot je zdaj Ljubljana in podobno. Tako da ti v bistvu v radiusu, če gledamo zdaj iz Ljubljane, 200 km katerokoli smer, imaš kompletno svet za ga odkrit in hkrati kulinariko in navade in zgodovino in tako naprej. Tako da ima, kot pravim, res je potencialno. In vsi, ko pride sem, so izredno presenečeni in navdušeni nad tem, kakšna je to destinacija. Zdaj, ko si omenil pomembnost zaposlenih pa dobrega kadra v samem turizmu in tako hotelirstvo, ni dolgo nazaj, ko sem gledal video, v bistvu, da na Kitajskem pa, ne vem zdaj, če je bil ravno hotelno, ali bil moč malo večji apartma, manjši hotel, si nima toliko veze, da že v bistvu sploh ni zaposlenih, ampak roboti čakajo na recepciji, te sprejmejo in v bistvu ti vse uredijo. A je to, kako ti gledaš na to? Je to neka prihodnost, ki nas čaka? Ali, ker sam še vedno mislim, da je ta nek
medčloveški stik ful več naredi, kot pa neka mašina. Ne? Jaz mislim, da bo ta človeški odnos postal nov luksus. Torej, če zdaj se smatra kot high-tech nekaj luksuznega, pa wow, imaš ti vse te možnosti in je to vse integrirano in kako to se lepo fajn deluje. Če je to zdaj nekaj, kar je posebno, tehnologija pa informatizacija postaje bolj in bolj standard. Ne? In mislim, da seveda to pol deluje na optimizaciji in stroškov in vsega, kar pomeni, da v veliki meri se bojo tudi za takšne poteze odločili. Zdaj ne vem, če bojo to prav roboti na recepcijah, ampak self-check-in opcije pa že imaš. Ampak bo pa postal ta oseben stik, ta odnos, katerega imaš lahko ti samo z sočlovekom, ko priješ na to destinacijo, nekoga, ki te lahko nekaj sugerira, ki te pričaka z smehom in tako naprej, bo pa postal po moje nov luksus. Ne? Vedno so naredili en test, sem pozabil, je bilo na Japonskem ali kje, ko si imel receptorje, pa so bili dejansko roboti. Pa je bila receptorka, robot, pa mislim, da je bil dinozaver, enako kot receptor, pa še nekaj, se ne spomnim točno kaj. Jaz mislim, da v roku enega leta so ta hotel zaprli. Najprej bil seveda hit, vsi so to hoteli priti pogledati, ne? Ni pa več od tega, kot sam hit, ne, v bistvu. Tako, jaz, kar lahko naredimo, vedno izhajamo iz sebe in jaz, če si zamislim, da bi šel na neko destinacijo ali pa en hotel, kjer ne bi mogel se z nekom pogovarjati, ko ga rabim, ali pa ga vprašati za informacijo, ali pa da bi me pričakal, pa mi naredil, rekel, toplo, prijetno dobrodošlico, ne vem, jaz si takšnega turizma si ne bi želel. Zdaj pa, če se moče usmerimo na neko bolj realno sliko samega hotelirstva, ne? Vemo, da hotelirstvo je sestavljeno iz večjih nekih delov, da ni samo prenočitve, da omogoča tudi, se pravi, razne konferenčne dvorane, spaje, wellnesse, kakorkoli. Kako pa tukaj stojimo v Sloveniji s tem, oziroma kak je moč tukaj razvoj? A če dalje več podjetij tudi želi imeti neke konference v teh? Ja. Ne, torej mi temu pravimo MICE industrija. MICE je kratica za Meetings, Incentives, Congresses pa Exhibitions. In je to izredno pomemben segment v svetu. Bom rekel, da je kupna moč, pa dajmo reči, najvišje cene ali pa najvišjo potrošnjo uspejo dosegati prav pri gostu tega segmenta po svetu. V Sloveniji se tudi že približujejo, ampak zaenkrat, vsaj za naš primer, je še vedno individualni gost, počitniški gost, tisti, ki je zaenkrat za nas najboljši gost. Je pa tudi res, da naši hoteli, naša veriga je zelo v leisure usmerjena. Imamo enega največjih wellness centrov v tem delu Evrope, na 10.000 kvadratnih metrih in tako naprej. Tudi kongresni centri imamo in je to izredno pomemben del, bom povedal zakaj, ampak je pa še eno bolj pri nas, še vsem nekoliko bolj na leisureju fokus. Zdaj pa, zakaj je MICE konkretno ali pa, dajmo reči, ta kongresna dejavnost tako zelo pomembna? To pa zato, ker za posameznega hotelirja, kot prvo za promocijo destinacije, absolutno. To je, ko se organizira kakšen velik kongres, mednarodni kongres, to prihaja ljudi iz celega sveta in prvo je dober biznis, drugo pa tudi izredno kvalitetno za promocijo destinacije. Mi smo imeli en takšen velik dogodek, ta Harley Davidson, ki je bil pri nas, zdaj že 2 leti zapored, to so prihajali ljudje iz celega sveta. Naslednje leto, ko ni bilo dogodka, smo mi doživeli takšno porast obiska motoristov, da je to nekaj neverjetnega. Torej, spoznali so kakšne lepe ceste imamo v Sloveniji, videli so kakšen lep landscape, oziroma ta, kako se reče, scenery po slovensko, se ne vem. Kako? Scenery. Torej, vem, kaj misliš. Ja, no, okay. Mislim, da bojo razumeli. Tako. Kako lepo je in so se začeli vračati. Torej, dogodek je imel multiplikativen učinek takšen, da so dejansko ljudje iz širše okolice toliko bolj spoznali, nekdo mogoče, ki nikoli ne bi prišel, če ne bo dejansko konkretno tega dogodka tam in ga poznali. Naslednje leto smo imeli že spet obiske in iz Italije, in iz Avstrije, in iz Nemčije, ki so se dol pripeljali spet z motorjem. Se moče to tak nek posredni marketing v bistvu, ne? Sigurno, še vedno najboljši marketing, Tako. od ust do ust pa experience based. To je odvedno bil in vedno bo. Ti nikoli ne boš nobenega mogel z oglasom tako prepričati, kot če bom jaz prišel do tebe pa rekel, to pa moraš doživeti, to pa moraš videti. Tako da, to je ena stvar. Druga stvar, ki pa je za nas konkretno zelo pomembna, ta kongresna dejavnost ali pa turizem, je pa predvsem iz vidika tega, ker dogodki se največkrat dogajajo izven pikov, torej izven obdobij, ki so za nas najboljše zasedena. Torej poleti kongresov praktično ni, za praznike kongresov praktično ni, vikendov se tudi bolj kot ne izogibajo. Ne? Načeloma se ne bi splačalo. Tako, in glede na to, da se ne bi splačalo, pa tudi poleti so ljudje na dopustih, ne vzame čas za konferenco. Če ti organiziraš konferenco, boš valjda organiziral v delu leta ali pa v času, ko veš, da bojo ljudje prisotni, da ne bojo nekje v tujini ali pa nekaj in da bo lahko udeležba čim večja. In to za nas pomeni, da v bistvu se te nočitve pol
preusmerjajo, oziroma torej te nočitve niso pol v glavni sezoni, niso v teh pikih, kot sem rekel, in to za nas izredno pomembno, ker se to obdobje, ki jih teže prodajemo. Ne. Tako da ti v bistvu razširi sezono ali pa naredi tudi določene dele leta pomembno boljše, kot bi sicer. Slovenija ima pa tu še eno izredno priložnost, lik zaradi te njene kompaktnosti in raznolikosti je izredno primerna za tako imenovane incentive, kjer je v bistvu kombinacija torej poslovnega z nekim, ne moreš reči pleasure, zato ker največkrat se hoče izogibati besede pleasure ali pa leisure, zato ker delo je delo, to je to. Ampak je pa to, da ko greš ti in ko se te dogodke organizira in pol ima vedno ta nek moment nekega team buildinga ali pa nekih izletov ali pa neki doživijo destinacijo, ti lahko v relativno kratkem času, in kot vemo, pri teh dogodkih je časovna komponenta vedno največji problem, ne, lahko doživiš zelo veliko. Nekaj, kar Slovenija omogoča, kar pa mogoče kakšna druga destinacija, ki je toliko večja, pa so te razdalje toliko večje, težje. Zdaj hotel sem te še vprašati v bistvu prisotnost Airbnb-ja. Koliko je to vplivalo na samo to neko standardno hotelirsko dejavnost, ko se je razširila opcija, da lahko pa ljudje oddajajo tem gostom ful ceneje stvari, tudi verjetno slabše kvalitete, ne? Ampak ceneje svoje stanovanje v te počitniške namene. Ja, do določene mere sigurno vpliva. Ne? Zdaj pa zelo je pomembno ugotoviti, na kateri segment. Zdaj, če imaš ti 5-zvezdičen hotel, ne, ki ga prodajaš na neki, dajmo reči, premium destinaciji, ker tudi je cenovna politika temu primerna, ti Airbnb zares ne bo odžiral takšnega dela, tržnega deleža, zato ker nagovarja zelo drugačno ciljno skupino. Ne. Zdaj, če imaš ti, bom rekel, neko dependanso, 3-zvezdičen hotelček in tako naprej, kjer nagovarjaš podobno klientelo, kot bi tudi Airbnb, ne, pol tle vpliva sigurno, torej vsaka dodatna alternativa hotelu ali pa bivanju v tako hotelih ali pa in podobno je seveda odžira del pogačanja, tako da to vpliva. Ampak, bom rekel tako, pri nas, kar delamo in k čemu stremimo, je to, da seveda nagovarjamo ciljne skupine, ki jih zanima hotel iz tega razloga, ker ima dodatno storitev, torej imamo wellness ali pa kongresno dejavnost, o kateri so prej govorila, mi imamo lastno plažo, imamo animacijski program, torej imamo bogate animacijske programe za otroke, imamo bazene in tako naprej. Ne. Torej, to so vse naše dodane vrednosti, ki ti je načeloma Airbnb, tudi Airbnb je z bazeni, seveda, ne moreš namestitvene enote, ampak celoten program, celotna storitev je pa zelo drugačna. Ne. No, to sem mislil s to kvaliteto v bistvu, ne, ampak potem v Sloveniji, če prav razumem, ni toliko ta segment, ki ga je mogoče Airbnb vzel, je mogoče bolj zamrljiv, kot nezamrljiv. Se pravim, ponekod verjetno vplivalo bolj, zato ker mogoče nagovarjajo bolj podobno ciljno skupino. Za nas, ki smo v obliki rezorta, kjer je poudarek na tej izvenpenzionski storitvi, pa na tej obogateni izkušnji skozi storitev, manj. Zdaj, koliko točno ne moreš nikoli vedeti, ker ti nikoli nisi dobil teh nočitev, ki sicer bi bile, ne veš zares, kakšne tlepo razmerje, kaj bi bilo, če ne bi bilo. Sigurno do določene mere vpliva, bi si pa predstavljal, da v tej fazi, glede na naš produkt, ne toliko. Zdaj sem si nekje tukaj zapisal, v bistvu, malo sem prebral, kaj naj bi bila vizija slovenskega turizma. Pa piše, zelena butičnost, manjši vtis, večja vrednost za vse. Zdaj, koliko se bi ti s tem strinjal, imaš neko svoje mnenje na ta vidik? Ne, sigurno. Notor so opisane konkurenčne prednosti, ki jih Slovenija ima, tako da dejansko nagovarjamo nekaj, kar že imamo, kar je toliko lažje. Ne. Poleg tega je pa to velik trend. Torej, butičnost, bom rekel, čisto zaradi naše infrastrukture, ali pa zaradi naše ponudbe, ki jo imamo, torej mi se masovnega turizma zares v Sloveniji ne moremo iti, pa tudi nočemo iti konec koncev. Ta butični turizem sigurno ima večjo dodano vrednost, za spoznavanje destinacije dodana vrednost večja za kupca in na koncu tudi za ponudnika, če to zna dobro unovčiti. Ta tretja točka je tista, na kateri moramo še mi delati. Mi moramo znati bolj vrednotiti to, kar imamo, ker v svetu znajo to pomembno boljše izkoristiti. Torej, smo dobri pri zagotavljanju experienca, imamo infrastrukturo ali pa dajmo reči naravne danosti, ki to omogočajo, nagovarjamo zdaj en trend, torej preko tega sustainability ali pa trajnosti, kateri je buzzword v tem trenutku, se vsi v tej smeri nagibajo in mi imamo že predispozicije, že naravne predispozicije za to, za Slovenijo, ki je več kot 50% pokrita z gozdovi pa zelenjem pa to. Tako da se zelo strinjam
Je pa res, da je pa to proces. Veliki hoteli, kot smo mi ali pa ostali, govoriti prav o tej butični izkušnji je pomembno težje kot nekdo, ki ima butični hotelček z 10 sobami. Trajnost, enaka zgodba. Torej, preoblikovati hotel z 10 sobami v neko bolj trajnostno zgodbo in komuniciranje tega je lažje, kot če jih imaš 800 sob. Tako da spet, to, kar smo se tudi v štartu pogovarjali, je proces. Se pa strinjamo, da to ni niti ni vprašanje, ali je to smiselno ali ne. To je nekaj, kar je treba. To je nekaj, v katero smer bomo mogli izredno delati skupaj. In pa tudi kot zanimivost je to, da prijemamo vedno več povpraševanj, tako individualnih, kot za skupine, kot za dogodke, kjer je to dejansko prvo vprašanje. Kako imate pa kaj za trajnostnim vidikom? Kako ste kaj sustainable? Ali imate kakšnekoli certifikate v tej smeri? Tako da vidimo, da ni to več stvar, o kateri samo mislimo, da je to nekaj, kar bo gostu pomenilo, to dejansko gostu pomeni, že glede tega zelo aktivno sprašuje. Zakaj pa prej si omenil, se pravi, da smo mi tukaj malo zaspali, ali pa nismo še tam, ko bi želeli biti pri vrednosti. Zakaj v Sloveniji? Zaradi tega počasnega procesa ali kje mi izgubljamo? Ne zaradi zaspali. Jaz mislim rekel, da moramo, storitev moramo še dodelati, še imamo prostora, da lahko te stvari izboljšamo, absolutno. In jo pol tudi temu primerno z pravo cenovno politiko tudi ponuditi. Mi prepogosto zelo, vsaj takšno občutek, cenimo ali pa razumemo, zakaj in kje so takšne cene, pa je tako postavljeno, ko pa se gre za nas, smo pa malo preskromni. Torej, mi pa rečemo, pa ne moramo mi tega toliko začrati. To bo rekel ta občutek, da enostavno nam je jasno, zakaj je to, ne vem, v Rovinju tako, ampak pri nas pa ne more biti. Ni res, je lahko. Je res spet, je proces, je pot do tja, je treba najprej poskrbeti, da imaš ti produkt, ki upraviči to stvar. Ampak problem je, če se greš v butičnosti, torej da ne delaš na neki masi, ampak na butičnosti, pa te stvari, mogoče nima najbolj primerne storitve, B, pa ne moreš in ne zaračunaš dovolj. Prihodkovni model precej pade, ker butično pa poceni ne more iti skupaj. Nekaj bo pešalo v vsakem Tako, primeru. ali je to masovno, pa bom rekel nekaj, da je to dostopno cenovno, ali pa to zelo butično majhno, pa mora biti temu primerno tudi cena, ki to odraža. Mitja, na tem koraku bi zaključil najmanj pogovor danes. Še enkrat ful ti hvala, ker si se ga udeležil. Ja, z veseljem. Povedal malo svojega mnenja in pa kakšna je vizija turizma. Tako, hvala za vabilo. Ni za kaj, hvala.